veseli, no, da bomo en dan tako sami v mestu, brez avtobusa, pa ne da... The cathedral, that is the response of the town hall to represent the pride and the civil faith of Bologna. Se pravi še v času romanike in za časa teh znanih arhitektov Pizanov, če ste slišali mogoče za njih. Zato je tudi notranjščina, pa če ste videli strani, izgleda kot zebra, ne, tiste sloji, ne, ena svetlejša, ne, ena. No, drugače pa za to fasado, ne, pravi, da je najlepša gotska fasada južno od Alp. Kaj z mrtvima, to je najzadnje. Kaj moramo iti još njega. Še to zdaj daleč največja zgradba na svetu, jasno tisti moderni. Španski trg se ga je prijel v glavnem zaradi španske ambasade, ki je bila že dolgo časa, praktično odkar obstojajo ambasade, je na tem trgu bila španska ambasada. No, drugače so zelo znane tele stopnice. Tri reke. Ne, tri reke, tri poti, tri ceste, tri vije, ne. Tri ulice, vidite, se tukaj stekajo in je... No, drugače pa to na mestu, odar je bil eden od dveh velikih akvaduktov v času antike starega Rima, ne. Do sem je pripeljal, iz tega so potem, tako kot večino teh besed prevzeli Italijani, tudi malo poenostavili, Pantheon. No, Pantheon je bil glavno, ga je gradil Hadrian v prvi polovici drugega stoletja našega štetja. S tem, da je bil začet v tistih slabših časih, ne, za časa Agripe, in Hadrian je potem dovolil, ne, da ostane gor. V bistvu bi mu rekli tudi novost ali nekaj podobnega, ne, bi pomenili v italijanščini. Zdaj je elipsaste oblike, namreč to je bil eden od rimskih hipodromov, ne, in ima takšno obliko, kot je bilo imel bivši hipodrom. Zdaj, daleč največja umetnost je tale vodnjak Berninijev, ne. V 17. stoletju sta delovala tukaj dva znamenita arhitekta, med sabo precej sprta, predvsem zaradi... Ki pomembna, ki je tako zagrizel not v ta grič.
No, drugače pa, kar se samega trga tiče, je eden lepših italijanskih trgov. Ne? Predvsem zaradi tega, ker je bil glavni arhitekt Michelangelo. Ne? Michelangelo to dobiva že za svoja stara leta, tam v 70-ih letih 16. stoletja, to v delo in naredi načrte, ki so pa potem, ko je bilo to izvedeno, kakšno stoletje kasneje, bili nekoliko spremenjeni. No, danes so tukaj trije od pomembnejših italijanskih muzejev. Izredne zbirke, ne? Zdaj, če boste tako kiparske kot slikarske. Zdaj, če boste brskali po kakšnih katalogih, pogosto najdete zelo na svoje počutje, ne? Zunaj mesta recimo se je gradil in razvajal z ogromno svojo palačo, največjo rimsko palačo. Je malo na obrobju, gor proti Tivoliju. No, tule noter je imel en ogromen spomenik, ne? Največji spomenik tistega časa v Rimu, ne? 2. stoletja. Tako da je bil največjo areno rimsko, daleč večja od vseh ostalih. Ena podobno velika, pa starejša, ki je še troščanska, je v Neaplju, če je mogoče videl. Tja proti Pozzuoliju, to je rodnemu kraju, Sofia Loren. Ja, pa Verona? Ne, Verona je veliko manjša. Verona ima 22.000 sedežev. No, Kolosej, zakaj Kolosej? Če ste mogoče gledali zdaj kakšne največje svetovne čudeže, ste videli med drugim tudi en kolos, ki je bil postavljen v Aleksandrijo, v pristanišče Kal tam nekje, da je bil slavolok do konca narejen, da so potem z vso često lahko ukorakali. Triumf je to. To je Arc de Triomphe. Ja, to je ta je, če se... Pa ni problema. Škofje Loke ali pa Kamnika. Zdaj, nekaj palač je zelo znamenitih. Najbolj je znamenita ta nasprot, ki rečejo Cambio. In sicer je bila to včasih kot eno trgovsko združenje teh karavanskih trgovcev, hkrati pa je bila neke vrste borza. Ne v tem smislu, kot zdaj, ko se delnice menjajo, ampak takrat so se blagovne menjave delale. Italijanske galerije, če izvzamete recimo Vatikanske muzeje, je potem verjetno najbolj znana Uffizi v Firencah, če ste bili pa tudi Firenška akademija. Potem pridejo nekatere stvari, recimo tudi v Benetkah, no ta je tudi ena od teh pomembnih, namreč ima, kar se tiče predvsem zgodnje srednjeveškega slikarstva, izredno zbirko. Tako da se doskrat pridejo sem tudi umetnostni zgodovinari, ker je noter veliko primerkov, ki jih se najde po katalogih, recimo od Tiziana imajo dobro nekaj kolekcije. Večji del življenja preživi v Toskani, se pravi v Firencah, in se je nekaj zapletal tudi v politiko in imel probleme, tako da je izgnan. In mislim, da je bilo leta 261 se prav zapomnil, tukaj umre. No, drugače pa ima po Firencah veliko spomenikov, ki so ostali od takrat. Recimo, če greste pred